Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na predstavitvi naše druge, zadnje letošnje številke revije Dileme. Revije, ki jo Študijski center za narodno spravo izdaja od leta 2017. Načeloma izideta 2 številki vsako leto, tako da smo v 6. letu izhajanja in do zdaj išlo 10 posameznih številk. Veselje mi je, da kot glavni urednik skupaj z tehničnim urednikom, dr. Maticem Batičem in sodelavcem tudi to številko na kratko predstavimo. Posebej pa me veseli, da imamo med nami tudi uglednega kolega, tudi člana od prve številke naše revije uredniškega odbora, dr. Igorja Grdino, ki se večkrat odzove na povabilo za objavo svojih prispevkov v naši reviji in bo danes predstavil, lahko temu rečemo, nekako nosilni, osrednji članek tokratne številke revije o hrvaškem intelektualcu Bogdanu Radici. Uvodoma bomo nekaj spregovorili o sami reviji skupaj z dr. Batičem, potem pa bo osrednji del naše današnje predstavitve namenjen prav predavanju dr. Grdine. Gremo kar k stvari. Tokratna revija je, kot vse do zdaj, se trudimo, da so raznovrstne, bogate, sodelovanjem tako domačih kot tudi tujih zgodovinarjev, pa gremo tudi včasih ven iz tega ozko zgodovinarskega kroga. Tudi tokrat smo se podali malo v politološke, sociološke vode. Torej, revijo zaznamuje 10 enot oziroma 10 prispevkov, pravzaprav 6 znanstvenih prispevkov, potem oris naše konference v Pivki ob stoletnici prihoda fašizma na oblast in pa potem 3 recenzije domačih oziroma tujih zgodovinopisnih knjig, ki so posebej zaznamovali leto 2022, torej so išle pred kratkim. Nekaj o samih prispevkih, torej uvodoma smo omenili 6 znanstvenih prispevkov. Zahvaljujem se kolegom, ki so se odzvali k pisanju. Kot je bilo uvodoma rečeno, prvi, tudi najdaljši, nekako recimo domače rečeno nosilni prispevek izpod peresa dr. Igorja Grdine, o katerem bo sam avtor nam potem več povedal. Gre za manj znano osebnost iz hrvaške kulture, tudi politike, tudi diplomacije, ki pa je tudi zaznamovala slovenski prostor, kot bomo videli kasneje. Naslednji prispevek, drugi objavljen v reviji Dileme, je izpod peresa tržaškega kolega. Torej, pri naši reviji se trudimo oblikovati enoten slovenski kulturni prostor, tudi z vključevanjem rojakov iz zamejstva v objave v naši reviji. Tokrat se je odzval časnikar, upokojeni publicist Ivo Jevnikar iz Trsta, ki je pripravil izrazito zanimiv in pa tudi na virih in spominski literaturi narejen prispevek o vlogi političnih beguncev iz osrednje Slovenije pri oživljanju slovenskega zamejstva v Italiji. Vzel si obravnavo čas po drugi svetovni vojni, se pravi predvsem zavezniško vojaško pravo v 40. in potem prihod Italije 50. leta prejšnjega stoletja. Tudi naslednji prispevek prihaja iz našega zahodnega roba, pripravil ga je dr. Irnej Vidmar Bašin, profesor zgodovine na Škofijski gimnaziji v Vipavi, in sicer je pripravil pregled represije jugoslovanskega povojnega komunističnega režima ob zahodni meji nekako od konca vojne leta 1945 do sredine nekako 50. let, torej čas najhujše represije, ki je prostor zaznamovala zlasti po priključitvi k Jugoslaviji po Pariški mirovni pogodbi 1947. Naslednji prispevek tudi prihaja z zahodnega roba in sicer ga je pripravil zgodovinar, šolnik, nekdanji ravnatelj Slovenskega deželnega šolskega urada v Trstu, profesor Tomaž Simčič, ki je izbrskal iz malo poznanega arhiva
šolskega urada v Trstu. Gre za italijanski šolski urad, ki pa vendarle čuva hrani za slovensko zgodovino pomembne dokumente. Izbral je dokument iz sredine poletja 1946, torej iz časa zavezniške vojaške uprave, ki govori o potrebi šolanja na območju, ki so ga kontrolirali Anglo-Američani ob koncu druge svetovne vojne in pred podpisom Pariške mirovne pogodbe. Torej na podlagi zavezniškega dokumenta, ki ga je avtor prevedel kot v šolah ni mesta za politično propagando, je avtor imenitno spletel zgodbo o šolskem vprašanju tistega časa v Trstu in širši okolici, torej na Tržaškem. Potem je zanimiv prispevek hrvaškega kolega, ki je napisal v angleščini, namreč naša revija se nekako trudi, da je v vsaki številki kakšen prispevek, ki je tudi za širše občinstvo zanimiv, torej v angleščini objavljamo prispevke, včasih tudi v hrvaščini. In sicer kolega Petar Grubišič z Hrvaške govori o agrarni reformi in kolonizaciji kot temelju za legitimno oblast jugoslovanske socialistične vlade in nekako posebej obdela ta prehod k kolektivizaciji v Slavoniji in Vojvodini po drugi svetovni vojni, torej nekako obdobju od konca vojne nekje do leta 1948, ko se je ta dolgoročni projekt kolektivizacije oziroma kolonizacije zaključil. In še zadnji prispevek v tem sklopu, kot že omenjeno, prihaja bolj iz sociološko-politološkega izhodišča. Napisal ga je tukaj prisoten kolega dr. Matevž Tomšič, predavatelj na več fakultetah, drugače poznan predavatelj, kolumnist, politični analitik, ki je tudi sodelavec našega raziskovalnega programa na študijskem centru. In sicer avtor govori o odgovornosti etabliranih elit za vzpon populizma v Evropi. Prispevek je aktualen, z nekaterimi posegi tudi v historično, recimo, preteklost in se nam je zaradi tega zdel zanimiv, da ga predstavimo v tej reviji. S tem zaključujemo ta prvi del 6 znanstvenih prispevkov. Nadaljevanje revije bo predstavil kolega Matic Batič. Renato, hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi za to dosedanjo zelo natančno predstavitev objavljenih prispevkov. Torej, kot je Renato nekako že nakazal, v vsaki številki revije Dileme, poleg znanstvenih objav, se pravi znanstvenih člankov, objavljamo tudi te krajše znanstvene prispevke, ki so ravno tako nekako nedočljiv del vsake znanstvene revije, in sicer imamo tukaj v mislih predvsem poročila znanstvenih konferenc, pa tudi recenzije nedavno objavljenih knjig. V tej številki sta naši mlajši kolegici, obe doktorski študentki, Špela Homicki in Petra Grabrovec, predstavili konferenco Fašizem 100 let pozneje, ki smo jo letos organizirali v sodelovanju z Parkom vojaške zgodovine v Pivki, in sicer 19. oktobra tega leta. Pri tem se mogoče lahko malo tudi še dodatno pohvalimo, in sicer, da smo, vsaj kolikor je meni znano, v Sloveniji edina institucija, ki je temu dogodku za slovenski prostor vsekakor izjemno pomembnemu, se pravi fašističnemu prevzemu oblasti v Italiji, posvetila prav znanstveno konferenco. Objavljeni oziroma predstavljeni so bili nekateri, mislim, da zelo zanimivi referati, tako domačih kot tudi gostujočih avtorjev, in tudi v tem oziru načrtujemo še objavo posebne znanstvene monografije. Potem pa, kot rečeno, sledijo še 3 recenzije. Najprej je recenzija našega pogostega sodelavca, doktorja Tomaža Kladnika, o verjetno trenutno eni, kako bi rekel, najbolj aktualnih, no, ali pa vsaj najbolj tako branih in poznanih zgodovinskih knjig v tem času, in sicer se gre za delo ukrajinskega zgodovinarja, sicer delujočega v ZDA, doktorja Serhija Plohija, Vrata Evrope o zgodovini Ukrajine. Potem sledi recenzija doktorice Tamare Griser Pečar, ki se je
posvetila nedavni študiji avstrijskega politologa in zgodovinarja Antona Pelinke o fašizmu kot politični ideologiji oziroma tudi o različnih uporabah in mogoče celo zlorabah tega političnega pojma. Nato pa sledi še recenzija našega glavnega urednika, dr. Renata Podbersiča, ki se je posvetil analizi knjige Groblje hrvatskih vojnika na Mirogoju, se pravi o zgodovini pokopališča padlih hrvaških vojakov v Zagrebu, ki je kolektivno delo nekaterih hrvaških kolegov. Tako, s tem smo tudi nekako prišli do konca te druge številke dilem. Mislim, da je, kot je že Renato rekel, da je številka bogata, da ponuja marsikaj z marsikoga. Se pa zelo veselimo predstavitve članka o Igorju Radici, ki mislim, da v slovenskem prostoru res predstavlja neko veliko novost in tudi odpira nekatere pomembne doprinose k poznavanju ne samo hrvaške intelektualne zgodovine, ampak tudi slovenske. Tako da mislim, da lahko kaj predava, Renato, besedo našemu današnjemu gostu. Hvala, Matic. Mislim, da doktora Igorja Grdina ni treba posebej predstavljati. Eden redkih slovenskih polihistorjev. Človek je sposoben opisati znanstveno delo tako od starejši zgodovini kot srednjeveški ali pa novoveški in sodobni. Vesel, da se odziva na naše povabila za pisanje, daje konstruktivne predloge pri samem nastajanju, urejanju revije in pa spoštovani vas vabim k poslušanju predavanja, sicer je nekako strnjeno objavljeno v tej ravnokar predstavljeni reviji Dileme, ampak verjamem, da nam bo predavatelj postregel s kakšnim novim odsvirkom, ki nas bo navdušil pri spoznavljanju te dokaj slabo poznane osebnosti v naši zgodovini. Prosim. Dragi kolegi, hvala za povabilo. Najprej naj začnem, kako sem se sploh začel zanimati za Bogdana Radico. Ta priimek je v Splitu dovolj pogost in boste našli več pripadnikov hrvaške intelektualne elite s tem priimkom. Večkrat sem šel po zagrebških antikvariatih in seveda je potem težko zgrešiti knjigo Agonija Evrope. In potem, ko začnete listati po tej knjigi, po prvi izdaji, ki je v cirilici, ki je pri Gecikonu v Beogradu išla, vidite, da je to zbirka intervjujev s Tomasom Mannom, Polom Valerijem, potem z Berdjajevom. Praktično za vso smetano Evrope pred drugo svetovno vojno, vpete pač med dva obširnejša prispevka, potem bolj ciklus intervjujev s Tastom, znamenitim italijanskim zgodovinarjem, velikim protifašistom, Guglielmom Ferrerom, ki je moral pač se zateči po svobodo predavanj v Švico. In na koncu pa z Mihaelom de Unamunom, torej španskim, na neki način seveda izvorno baskovskim intelektualcem, ki je pač eden izmed predhodnikov eksistencializma. In zdaj se seveda človek vpraša, kako je sploh mogoče priti bilo do tako eminentnih duhov. Slovenci imamo eno podobno knjigo, Pariška srečanja Antona Ucvirka. Potem imamo en zapis Josipa Vidmarja, obiska pri Tomasu Mannu v Münchnu,
kjer je poskušal navdušiti in tudi je navdušil Manna za Cankarja in je Thomas Mann tudi posredoval pri založniku Fischerju, da bi novele Cankarjeve v nemškem prevodu izšle. Torej, in potem, ko začnete odkopavati neko takšno življenje, vidite, da je tudi na Hrvaškem neko nelagodje pri Radici. Torej, si je vse do smrti prizadeval in umrl je pač že v času neodvisne Hrvaške, da bi ta knjiga izšla v hrvaškem izvirniku. Vendar tega ni dočakal. So bile pa torej srbske izdaje že za časa potem propada komunističnega režima ali pa razpadanja. In Radica je vedel, da je ta njegova knjiga oblikovala vrsto srbskih intelektualcev in njihov pogled na Evropo, ne pa prostora, kateremu je bila pač izvorno namenjena. In seveda potem iščeš in koplješ dalje in moram priznati, da te razprave ne bi bilo, če ne bi v nekem reškem antikvariatu staknil Radičevih spominov. Torej, če greste na Abbey Books ali pa kakšno takšno mrežo, vsak od zvezkov njegovih spominov je kakšnih 400 evrov. To je nekako malce velika investicija. Torej, v reškem antikvariatu pa se to najde za manj kot 100, oba zvezka. Zdaj seveda tam noter je pa res pravi zaklad in se človek res vpraša, zakaj to ni ponatisnjeno. Kajti tu je res ta svet, včerajšnji svet, na neki način seveda po Cvajgovem, eno generacijo po Cvajgovem včerajšnjem svetu, imamo zdaj tu nov včerajšnji svet. Hrvatje imajo pač srečo, da so imeli dva takšna pričevalca. Eden je Josip Horvat, torej Hrvatski panoptikum je sjajna knjiga, kakršno bi človek želel tudi, da bi bila pri nas, pa jo ni nihče napisal. Mogoče Šukletovi spomini so najbližje temu. Zdaj in seveda torej spomini Bogdana Radice. Kdo je Bogdan Radica? Rojen je bil seveda v Splitu, gimnazijo je obiskoval v Splitu, potem je pa študiral umetnostno zgodovino 1 leto v Ljubljani. Sam pravi, da ne ve, zakaj pravzaprav je študirati šel v Ljubljano, na takrat novo univerzo. Ampak se mi zdi, da je kar jasno, zakaj je šel. Tu je videti, kako izgleda neko okolje, kjer je tisti tabor, ki mu je on intimno pripadal, to se pravi katoliški, prevladujoč. Kajti v Splitu so bili vedno osrednje besedo imeli liberalci, torej familija Tartalja, je bila pač sinonim za politični Split. In v enem letu je imel Slovencev dovolj. Torej, ostal je katoličan, za vse življenje pa zasovražil klerikalce. In tudi tam opisuje precej dobro, zakaj. Živeli so pravzaprav dvojna življenja. Torej, javno so bili zelo verni, drugače so pa se ukvarjali z vsem mogočim, od ekonomije do politike. Zdaj seveda to je nek individualistični pogled, kajti stvari so bile veliko bolj komplicirane. Bil je pa seveda navezan na mladokatoliški krog, da tako rečem, torej omenja Finžgarja, Izidorja Cankarja, brata Kralja in seveda še ljudi, ki so se zbirali okoli njih. In
videl tudi liberalce, ki so bili popolnoma oddeljeni od katoličanov. Skratka, nek svet, ki ga on ni bil vajen. In ki se mu je na neki način uprl. Je pa že takrat začel sodelovati s slovenskim tiskom, torej Bogdan Radica se je naučil, za razliko od drugih ljudi, ki so prišli z srbskega ali hrvaškega ali bosanskega ali črnogorskega prostora, se on naučil dobro slovensko. In je bil tudi skupaj s hrvaškim enciklopedistom Matejem Ujevičem pravzaprav glavni prevajalec prispevkov za slovensko številko Nove Evrope. To je bil pa nek jugoslovanski monitor, ki so ga Slovenci, nekateri Slovenci liberalni so ustanovili, pa potem verjetno zaradi unitarizma bili nad njim zelo razočarani. No, zakaj je to pomembno? Zato, da ne bi mislili, da je Bogdan Radica bil kakršenkoli filoslovenec ali pa Slovencem posebej prijazen. Pravi, da nikjer ni videl toliko v soboto pijanih intelektualcev. Da med tednom so bili tihi, pridni, če hočete, običajni, normalni, ne? V soboto zvečer je bilo pa joj. Če greste po Oxfordu, potem tudi v soboto zjutraj marsikaj vidite. Petek zvečer je dan za to, da spustite vso paro iz kotla, si date duška, potem imate 2 dni, da pridete spet v neko normalno stanje, da ne boli glava in potem 5 dni trdo delate. In takšen je bil očitno ritem življenja v Ljubljani. Tega v Dalmaciji ni bilo videti. Pravi, da če je kdo v kavarni kričal, je bil to kakšen njegov dalmatinski rojak. No, potem je odšel v Italijo, se tam seveda je videl fašizem na delu, zelo plastično popisuje totalitarizem v vsakdanjem življenju. Kako sta 2 intelektualca, ki sta bila zelo pomembna zanj, Salvemini in Guglielmo Ferrero, nenadoma ostajala brez sogovornikov. Croceju, ki ga je torej Radica seveda tudi poznal in intervjuval za Agonijo Evrope, se je godilo malce drugače, ker je bil vseeno preveč znan, pa bil je seveda tudi v vladnih krogih. Ampak vseeno, torej, teh ljudi preprosto ni bilo dobro obiskati. In seveda en privilegij je imel, ker je bil pač tuj državljan. In to je nekaj podobnega, kot berete osamljevanje Edvarda Kocbeka v njegovem dnevniku. Nenadoma ni več s kom praktično govoriti, ne? Ali pri Klempererjevih dnevnikih. Nenadoma okrog takšnega človeka ni nikogar. No, zdaj Radica je tam v Italiji se izoblikoval v nek nenavaden amalgam liberalno mislečega v politiki, ampak svetovno nazorsko pa katoličana. In potem se je sporočil seveda tudi z Ferrerovo hčerko
In seveda Ferrero je zelo vplival nanj. Danes ime Guglielmo Ferrero ne pomeni ravno tako zelo veliko kot takrat, ampak mislim, da je njegovo razlikovanje med kvalitativno in kvantitativno civilizacijo vplivalo tudi na Spenglerja. Torej, prevajali so ga v nemščino in če berete Spenglerja natančno, pravzaprav tista faza kulture, to bi Guglielmo Ferrero imenoval kvalitativna civilizacija, potem pride ta elefantistična faza, kjer vse količina pomeni, kar je zunanje znamenje pravzaprav razkroja. In vsak civilizacijski ciklus gre po Spenglerju to pot. Zdaj, Ferrerova misel je nekoliko drugačna, ampak kategorialni aparat je pa v bistvu že tukaj. Ferrero je bil tudi imeniten zgodovinar Rima, pa seveda potem tudi Italije. In seveda zdaj v takem okolju vi razumete, zakaj je potem lahko Radica prišel praktično do vsakogar v intelektualni Evropi. Najprej v Italiji, ampak seveda Croce je bil takrat evropsko ime, Ferrero je bil evropsko ime, Salvemini je bil evropsko ime. Torej, potem je študiral v Parizu, tam, kjer se seznanil seveda z Valerijem in s kom pravzaprav ne. Tudi z ruskimi emigranti. No, tukaj se pa pokazalo, da Ljubljana le ni bila tako nepomembna epizoda za Radico, kajti v Ljubljani, tako pričuje sam, je vladalo neko izjemno zanimanje za Rusijo in omenja tudi tisto Treseglavovo knjigo, ki napoveduje, da boljševiki bojo že politiko v Rusiji uravnali po svoje, ampak Rusi pa ne bodo drugačni, ampak bojo še zmerom pravoslavni. In potem, ko je v dobi od Juge Radica obiskal Rusijo, Sovjetsko zvezo, je ugotovil, da so imeli ti ljudje prav, ki jih je srečal v Ljubljani. In eden izmed teh ruskih emigrantov, tam okrog Berdjajeva, mu je pač nadaljeval te misli, tako da ta ljubljanska komponenta ni bila tako nepomembna, kot se zdi na prvi pogled. Potem se zaposlil v jugoslovanski diplomaciji, marsikaj napravil za promocijo tudi slovenske književnosti v Grčiji, kjer je bil pač nekakšen tiskovni ataše, naučil se grško toliko, da je lahko celo v grščini pisal. In morda bomo kdaj raziskovali odmeve slovenske književnosti v Grčiji. Ne samo tista Aškerčeva epizoda, ampak tudi to, za kar je Bogdan Radica poskrbel. Tudi grške pisatelje pripeljal po kongresu Pena v Dubrovniku 33. leta na Bled in nasploh v Ljubljano. In ker na jugoslovanskem poslaništvu v Atenah ni bilo nobenega človeka, ki bi se naučil grško, je potem on prevajal kralju Aleksandru, ko je bil na obisku v Grčiji. In to pač mu je odprlo potem vrata še tudi kam drugam, ker je bil kralj zelo zadovoljen. Mal je bil razočaran, ko je zvedel, da je Hrvat, srečen pa, ker da ni iz Zagreba. Da Zagrebčani se pač ne da, Split, to je pa nekaj drugega.
No, kakorkoli že, vse to je priprava za tisto, za kar je pa Radica za Slovence v resnici pomemben. Po tem sporazumu Cvetković-Maček je bil seveda kot eden redkih Hrvatov z diplomatskimi izkušnjami pač umeščen v to novo strukturo Jugoslavije. Torej, Jugoslavija se preprosto po razpadu Češko-Slovaške, te z vezajem, Hahove druge republike, preprosto morala reformirati, ker bi lahko Nemci z Hrvati poskušali napraviti nekaj takega, kot so Slovaki. Torej, seveda je Maček bil do neke mere podoben nekaterim slovaškim politikom, ki niso hoteli delati z Nemci. Torej, znano je, da recimo vodja Hlinkove garde takrat, ki bi bila najbolj fašistična, ni hotel razglasiti slovaške neodvisnosti, torej Karol Sidor. In je bil potem po enem mesecu na nemški pritisk zamenjan, ampak Slovaki so ga poslali recimo v Vatikan, kjer je imel pač dostop do vseh diplomatov. Potem so Nemci leta 1940 zamenjali notranjega in zunanjega ministra Djurčanskega, ker so v Parizu ugotovili, da je Slovaška hotela resnici biti neodvisna, pa imeti resne stike tudi s Francozi in tudi celo za Sovjetsko zvezo. Torej, Maček je verjetno vse to seveda slutil. Zdaj, Tiso pa je pod tistim pritiskom, ko so mu rekli, ali vas bojo Madžari okupirali, ali pa boste razglasili neodvisnost, se pač odločil, da bodo razglasili neodvisnost. Torej, da se ne bi kaj takega zgodilo tudi na Hrvaškem, zato je pravzaprav Maček šel v takšen aranžma. No in zdaj seveda je bil Radica predviden, da bo v presbiroju postal namestnik šefa, torej človek, ki bi skrbel za stike z novinarji od zunaj. In Italijani, ki so vedeli, kdo je in kaj je, so rekli, da bojo, če bo imenovan, ker je bil imenovan, ampak če bo to ostalo, da bojo zapustili Jugoslavijo, Nemci bojo solidarni in tako dalje in tako naprej. In je potem Dragiša Cvetković se sicer razjezil, da mu ne bojo komandirali tujci, ampak na koncu je v interesu države popustil. No, in potem pride pa tista zanimiva epizoda, ko opisuje Radica Antona Korošca. Zdaj je že skoraj da ponarodelo, da je Anton Korošec bil neka mračna figura na koncu in da je nekaj operiral z Nemci. Torej, vemo, da je bil v Nemčiji, da je bil v Breslavu, na enem velesejmu, kot predsednik senata, potem, ko se je vračal, se je v Bratislavi oglasil pri Tisu, ker Korošec je bil Tisov vzornik, ko sta se srečala v Mariboru leta 1914. In potem, ko je Tiso videl, kaj imajo Slovenci v Mariboru, je hotel nekaj podobnega napraviti tudi na Gornjem Ogorskem, da bi imeli Slovaki nekaj podobnega. In v Breslavu se Korošec ni sestal za nobenim pomembnim nemškim politikom. Češ, da se Nemci niso hoteli, se interpretira težko.
da se niso hoteli. Ampak mogoče je Korošec se šel samo ogledati. Tako kot se je šel leta 1938 ogledati Italijo, ne, ki je bil v Amalfiju. To je ena malo znana epizoda, ampak če berete dokumente natančno, je bil na neki način pol inkognito v Italiji. No, in zdaj, kako Radica, ki ni naklonjen klerikalcem in ki nima kakšne posebne ljubezni do Slovencev, opisuje Korošca, s katerim se je dvakrat sestal. To pa je zelo zanimivo in tudi lahko premakne to črno slikanje Korošca. Dvakrat sta se pogovarjala zelo natančno in Korošec ga je obakrat napadel, češ da je mason, kako bi bil katoličan mason, ne? Torej to je malo težko. In da je pravzaprav Ferrerov agent. In da je treba pač paziti, ker Nemci so tukaj prežeči. Ne? To je čas, v katerem je knez namestnik Pavel rekel, ko se je pogovarjal z Mačkom pa ministri, rekel, ne, da je mogoče bo treba uvesti pri nas nekakav fašizem, jer bolje, da mi to uradimo kod nas, nego da to Nemci kod nas urade. Ne? Torej, to je v Konstantinovičevih dnevniških zapisih. Ne? In Radica tam zelo podrobno pravzaprav popisuje, o čem se je s Korošcem pogovarjal, in Korošec mu je rekel, in da je govoril v nekom beogradskom jeziku sa jakim slovenačkim akcentom. Torej, nekaj takega verjetno kot Edvard Kardel potem. Ne? Torej, beogradski jezik, ne srbski, ne hrvaški, ampak beogradski. Ne? In da mu je rekel, samo ne rad, vse drugo je boljše za nas, samo ne vojna. In da po ničemer ni odstopal od kneza namestnika, od Vladka Mačka, sploh od cele vlade, edino Cincar Markovič bi utegnil biti malce bolj pronemški, ampak ne pa tudi Korošec. In to je gotovo dragoceno pričevanje nenaklonjene priče, Korošcu nenaklonjene priče. Kot imate potem Mačkovih spominih, kako je bil Korošec zadovoljen, ker je Maček prevzel na sebe, da je konec z antisemitskimi ukrepi. Zdaj, seveda, to je tisto, kar se Korošcu kar naprej seveda očita. In seveda je res mračno, vendar, ali je bil Anton Korošec za vse kriv? Saj so se podpisali vsi ministri pod tista dva odloka. In ko Radica govori o tem, kaj je njemu Maček vse povedal, je rekel, da tisti antisemitski ukrep, da Judje ne smejo biti pri trgovanju z živili. Torej, Maček je rekel nekaj mnogo hujšega antisemitskega kot Korošec, da je to treba to področje socializirati. Torej, a Judje niso en del temu, čemu rečemo družba. Ne? Torej, tu vidite neko ločnico, ki jo je imel tudi Maček v sebi. Ne? In zdaj, če pogledate, kakšni so bili tudi tisti ukrepi, to so približno antisemitski ukrepi, ki so nekako takšni, kot so madžarski iz leta 1920. Ne? Torej, tisto so Madžarska imela žalosten sloves prve antisemitske države. Ne? In potem, ko prihaja
proti drugi svetovni vojni, imajo še nove antisemitske zakone, ki uvedejo rasni antisemitizem. Torej, ne pomaga, če si ti katoličan, ampak če si bil leta 20 Jud, če si leta 25 postal katoličan, nisi bil štet kot katoličan. Tu se vidi rasni antisemitizem. Torej, jugoslovanska ta dva odloka nista poznala takšnega antisemitizma. Naj to ne spade kot neko branjenje, ampak seveda kot razčiščevanje, zakaj je pravzaprav šlo in da Korošec tu ni bil nič posebnega. So ga omenjali sicer marsikje kot iniciatorja, ampak kar zadeva en odlok, ki je šel v njegov resor, je to že res, tisti numerus clausus. Ja. Ampak, da bi pa imel kako neko posebno antisemitsko agendo, ki jo drugi ministri niso imeli, to je pa treba seveda odločno zanikati. Zdaj, jaz mislim, da bi bil Radica pravzaprav eden zadnjih, ki bi v Korošcu pisal recimo v tem smislu ugodno ali pa ga lepšal, ga prav, ker ni imel za to res nobenega razloga. Zato sem opisoval tista njegova doživetja v Ljubljani, ker je to važno za to, kako potem on Slovence doživlja. No, in potem so Radico odškodovali, ker ni bil tam podšef presbiroja, zatem, da bo v Ameriki nameščen na ambasadi oziroma takrat še poslanstvo. In tudi, ko mu Maček naroča, tisto je zanimivo, da povejte ljudem, da mi nismo nevtralni zato, ker bi nam Nemci bili všeč, ker jugoslovanska nevtralnost je seveda koristila Nemčiji in Italiji. Ampak zaradi tega, ker bo strašen pokol, ker imamo pač ustaše v Italiji. Zdaj, nekaj bom v oklepaju povedal, kar je tudi povedano tukaj, kar pa ni čisto iz Radičevih spominov Bogdana Radice izvedeno. Tisto, da se je Korošec povezoval s skrajnimi hrvaškimi nacionalisti, torej z Budakom, ampak hkrati tudi z jugoslovansko akcijo, se je do zdaj interpretiralo, kot da je hotel razbiti Jugoslavijo. Torej, obstajajo viri, ki govorijo, da je izrecno, predno je vstopil v kontakt z Budakom, ki se je takrat začasno razšel s Pavelićem in se vrnil v Jugoslavijo, zahteval pristanek na jugoslovansko državo. In seveda, če je neko kombinacijo delal z temi hrvaškimi nacionalisti in jugoslovansko akcijo, ki je bila pravzaprav unitaristična z neko pretežno srbsko komponento, potem je jasno, da ni mogel razbijati Jugoslavije. Da tist, kar je pač Konstantinovič mu očital, češ, da je Jugoslavija za Korošca država na odkaz, torej država na priklic, da to pravzaprav ne drži. On je samo pripravljal eventualno neko drugo, ampak vendarle še jugoslovansko garnituro v tistih mračnih časih, ko je nemški pritisk iz dneva v dan močnejši in jasna zavest samo ne vojne, ker bo to potem strašna nesreča, pokoli, tako dalje.
Dobro, to je zdaj konec tega oklepaja. Verjamem, da bo to za koga polemično, ampak drugače se na podlagi virov ne da razložiti te stvari, da je Korošec še zmeraj razmišljal o Jugoslaviji in da seveda njegovo življenjsko delo je Jugoslavija, kakorkoli obračate, to, da se temu nikoli tudi ni odrekel. Kater politik bi pa 20 let potem, ko ustanavlja neko državo, jo šel razbijati, glede na to, da so Slovenci veliko tega, kar so si predstavljali v Jugoslaviji, uresničili. Saj z Banovino, Hrvaško so bili pač nek corpus separatum, bilo je treba posebno kasacijsko sodišče v Ljubljani ustanoviti. Šlo je samo za to, ali bo slovenski prostor zadosti močnim Mačku preprečil primat nad celotno zahodno Jugoslavijo. Zato je šlo. To je bila edina skrb pravzaprav Slovencev potem. Notranja politična, ne? In Antona Korošca še posebej. No, in zdaj Radica odpotuje v novi svet in tam spet naleti na Slovenca. Ta Slovenec je Luj Adamič. Takrat daleč najuglednejši južnoslovanski priseljenec v Ameriko ob seveda Nikoli Tesli. Pupin je takrat že mrtev. Torej, Luj Adamič je pri nas precej zadržano prikazovan kot ameriški pisatelj. On je v tistem času vstopil v ameriški mainstream za en hip. Prejšnja njegova Adamičeva dela so bila seveda o izseljencih, kako prihajajo v Ameriko in kako so v Ameriki odrinjeni nekaj tudi po tem, zaradi tega, ker so zadržani. Ampak da je to seveda narobe. Ampak leta 40 je Adamič v drugačnem položaju. Res je največji del napisal o takšnih ljudeh. In se ga je ameriška kritika hvalila za to. Ampak, ko je bila pa v Evropi že vojna, je on postal eden izmed osrednjih avtorjev v ameriški na kulturni sceni, ki je zavzemal za nekakšen intervencionizem. Torej, po robu se je postavil gibanja America First, v katerem je bil recimo takrat tudi mladi John F. Kennedy in vrsta uglednih ljudi, ampak tudi na drugi strani so bili zelo ugledni ljudje. Torej v nekem komiteju je bil Adamič skupaj z ameriškim nobelovcem Eugenom O'Neillom. In še vrsto podobnih pomembnih ameriških avtorjev. In napisal je takrat, malce kasneje, dve pomembni deli, torej dvojni prehod, ali pa prehod v dve smeri, ki je bil en prispevek k temu, kakšno politiko naj Amerika vodi po vojni. Amerika še ni v vojni, vendar je zlasti krog predsednika Roosevelta že razmišljal, da je vojna neizogibna tudi za Ameriko. To je čas, ko je predsednik že razglasil, da je Amerika arzenal demokracije oziroma orožarna demokracije. Malo še manjka do tistega zakona 1776, to je ta zakon, ki še danes seveda velja o posojilu in najemu.
in ki pooblašča predsednika Združenih držav, da podpre z vsemi sredstvi, ki se mu zdijo primerna, države, ki so ključnega pomena za obrambo Združenih držav. Torej, ima pa ta zakon številko letnice ameriške, torej začetka ameriške revolucije. In seveda to je čas, ko je predsednik Roosevelt Harryja Hopkinsa poslal v Anglijo pogledati, ali bo Anglija vzdržala. In potem tudi Winston Churchill piše, kako se je v bistvu razjokal, ko mu je Hopkins, ki je bil najmočnejši svetovalec za nacionalno varnost, pa se sploh ni tako imenoval, ki je bil pač, rekli so mu žargonsko, nadomestni predsednik. Tam v Glasgowu Churchillu rekel, gotovo vas zanima, kaj bo predsedniku povedal. In mu je potem citiral iz Rutine knjige in dodal, pač tam, kjer je tvoje ljudstvo, je moje ljudstvo in tako dalje, do konca. Takrat je pač Churchill bil v solzah, ker je vedel, da je rešen. Ker ko je Winston Churchill prevzel predsedstvo vlade maja 40, je bilo vse nejasno, 80 dni pozneje ima možnost, da zmaga pod dvema pogojama, da zaplete v vojno Združene države in Sovjetsko Rusijo. Torej, sam gotovo ne. In zdaj se je ta Churchillov scenarij začel odvijati. In kako je bil pomemben Adamič v tistem času, pove podatek, da ko je bil Churchill na tem znanem obisku, ko se je drugič s predsednikom srečal, prvič je bilo tam ob Atlantski listini, drugič je bilo pa takoj potem, ko je Amerika res stopila v vojno. In nihče ni vedel, da je takrat potem v začetku 42 Churchill še v Ameriki. In kaj je delal? Na nočni umarci je bila Adamičeva knjiga o tem dvojnem prehodu. In potem je bil na večerjo povabljen, torej v Belo hišo, tudi Adamič, ki je mislil, da je zdaj to glavna tema in je skoraj seveda potem nič spravil iz sebe, ko je zvedel, da je tudi še Winston Churchill tam in da bo večerja torej tudi z njim. In ena od te večerje je bila seveda tudi ta Adamičeva ideja, da bi šli izseljenci druge generacije v dežele, odkoder so prišli, in amerikanizirali, kar pomeni demokratizirali svet, ki se zapletel v drugo svetovno vojno. To je bila ena velika ideja, ki je bila predsedniku všeč, še bolj seveda predsednikovi radikalni soprogi. In seveda, hočeš nočeš, se je tudi Winston Churchill srečal s to idejo. Ob tem, da mu je bilo sugerirano, da je to dobra ideja. Zdaj, kako se je ta večerja končala za Adamiča? Vemo, ko je knjigo napisal Večerja v Beli hiši, je sledila tožba Winstona Churchilla za 5,000 funtov oziroma 20,000 takratnih dolarjev. Je bil potem prikrajšan založnik in s tem je vrhunskega založnika Adamič izgubil in je spet postal en avtor, nišni avtor. Tudi gospa Roosevelt piše v svojih spominih,
da Adamič nažalost ni razumel, zakaj je bil na tej večerji. No, Radica je pa avtor, ki pojasnjuje to ozadje, ker je on ga peljal in ženo Adamičevo v Belo hišo. In kaj so se poprej menili? Torej, jugoslovanski vojaški ataše polkovnik Burja je bil tam in da je treba na vsak način za Dražo nekaj napraviti. Pazite, to je začetek leta 1942. Takrat se pač Draža Mihajlović postane velik junak, torej leta 1943 je potem en film o tem, en tak, torej bi rekli eastern, ne western, tako nekako je predstavljen Draža, oziroma pač četniško gibanje, in da bi tu bilo treba nekako pomagati in tako naprej. V tem v knjigi Adamičeve v večerji v Beli hiši ni ničesar. In Adamič tudi piše, da je šel iz železniške postaje v Belo hišo s taksijem, ker je hotel potem seveda zamolčati, da je bil kdajkoli za Dražo. Kot patriot pač preprosto, In on je bil, torej Adamič je bil razočaran, ker o tem sploh ni mogel potem spregovoriti, ker je bila to preprosto premajhna tema in zgrozil se je seveda tudi potem ob zavesti, da Jugoslavani sami ne bojo mogli gospodariti, da so tu vsaj še Angleži, torej potem seveda ZDA in torej Sovjetska Rusija. In zdaj to drugo plat najdemo pa v teh Radičevih spominih. Torej, kogar zanimajo metamorfoze Adamičeve, bo v tej knjigi pač zelo, zelo odškodovan. In recimo, torej Radica in Adamič sta bila pač potem pravzaprav v Ameriki glavna predstavnika tistih, ki sta pač se postavljala po robu uradni vladni politiki. Zdaj se je ponovno potem srečal z Izidorjem Cankarjem, piše tudi ugodno o Izidorju Cankarju, da čeprav je bil novak v diplomaciji, ne v Kanadi, kamor je prišel iz Argentine, da je deloval veliko boljše kot kraljevski diplomati drugi, ki jih je spoznal, pač ker je bil naraven in ker je bil seveda inteligenten. In potem je Radica dejansko in Adamič sta delala z roko v roki za gibanje maršala Tita. Samo razlika je bila ta, da je Radica šel potem v Jugoslavijo, mislil za stalno, Adamič je pa realistično ostal v Ameriki, pa mu je povedal, kar boste videli, bo zelo grobo, ampak to ne smete gledati na take malenkosti, ker vsaka revolucija je takšna. In zakaj bi bila recimo revolucija delavcev manj nasilna, manj radikalna, kakor so bile poprejšnje revolucije, recimo francoska in tako dalje. To je Adamičevo stališče. Radica je bil pa pač drugačnega mnenja. Celo starši so mu rekli, ko je prišel v Split, pa pokaj si prišel. Tu ne boš mogel živeti. In potem tam opisuje, kako je izgledalo to začasno narodno predstavništvo. Da so se ti partizanski borci, ki so preko Avnoja prišli, sprehajali v parlamentarnih klopeh z revolverji. Torej, in potem opisuje srečanja z Edvardom Kardeljem, ki je govoril v podobnem nekem beograjskem jeziku, kot ga je že slišal pri Korošcu.
In Kardelj se je očitno zmotil v Radici, ne? Ker je mislil, da bo še razumel in da bo potem, ko je on si začel prizadevati, da pride spet ven, da bo vendarle nekdo, ki bo zagovarjal novo Jugoslavijo. Zakaj? Zato, ker je naredil popoln radikalni prerez z kraljevskimi diplomati. Samo iz drugih virov, ne iz njegovih spominov, vemo, da se je srečal celo tam potem, ko je začel pisati o tem, kako je v Jugoslaviji, v Ameriki, ne, potem, ko je prišel nazaj, da mu je celo Rastko Petrović, ne, torej ta znameniti srbski pesnik in eden izmed iniciatorjev tega filma o Draži, rekel: Radica, pošteno je tako, kot delate. Ne, smo se razhajali, ampak to je pač tako. In da, čeprav se je še enkrat torej zasukal. Ne. Zdaj seveda potem pridejo tiste stvari, ki so za Adamiča mučne. Ne vem, če je kje drugje kot tukaj napisano, ne, da je leta 1948 ob sporu Informbiro pa Politbiro v Beogradu Adamič imel idejo, da bo on šel v Moskvo pa posredoval. Ne. Imel se je za torej zelo pomembnega in jasno bil je pomemben. Winston Churchill ni tožil vsakogar, ne za tako vsoto, ker to je bil takrat velikanski denar, 5000 funtov, ne, oziroma $20,000, ne, takratnih. Ne. In o tem so poročali, ne, zdaj ko stric Google to omogoča, sem citiral v razpravi nek avstralski časopis, ki je istega dne, ko je bila tožba dobljena za Churchilla, o tem poročal. Ne. To je bila svetovna tema. Tam neki, ko bi rekli v Nemčiji, lokal Anzeiger, ne, da je poročal o tem. Ne. Nek avstralski časopis o tem poroča. Ne. In vsi veliki časopisi. Ne. In zdaj, veličinske blodne ali ne, Adamič je bil tako zelo pomemben, ne, samo Rusi mu niso dali vize. Tem je bil njegov problem. Ne. Potem pridejo seveda pričevanja Bogdana Radice, ne, pred temi senatnimi komisijami. Torej ni rekel, da je drugega kot fellow traveler, ne, torej sopotnik. Ne. Ni ga imel za člana partije, ne, in tudi Adamič ni bil nikoli poklican pred tiste res velike organe, ne, ki bi odločali potem o njegovi karieri. Zdaj, seveda pa tudi opisuje njegovo, torej, ali pa odziv njegovi smrti, in po mnenju Bogdana Radice so ga umorili Informbirojevci. No, usodna za to bi bila pa reklama za to knjigo Orel in korenine, ki ni imela nič manjše ambicije kot izpodriniti kot knjiga o Jugoslaviji, te znamenite knjige Rebeke West, ne, ki je bila uspešnica in ki je prišla pač leta 40-41, mislim, na knjižni trg, ne, in seveda, ko se je v Jugoslaviji karkoli dogajalo, je vsakdo pogledal najprej to dovolj dobro, ne, reportažno, historično knjigo, obširno, ne, in Zahod se je o tem, iz te knjige pač seznanjal z Jugoslavijo, ne, in Adamič je hotel to nadomestiti z neko novo knjigo. Samo za Ameriko leto 1948 ni tisto, kar je bilo leto 1941 za Veliko Britanijo, sploh za celoten svet, ne, da se je ena država uprla Adolfu Hitlerju, ne, mislim, njegovi volji, ne, kakorkoli je že to bilo. Saj dejansko pač puča v Berlinu niso mogli drugače 2 dni po podpisu pakta interpretirati, kot pač
ne glede na to, kaj so potem v Beogradu rekli. Ne. In seveda, v krogih ameriške Trumanove administracije je bil zasuk leta 1948 izjemno pomemben, ker je dejansko se takrat začela potrjevati tista strategija odpora proti komunizmu, ki jo je Amerika že malo prej osvojila, torej strategija zadrževanja, ne, George F. Kennan in njegove ideje, ne, in Dean Acheson in pač teh 6 modrih mož, ne, ko obstaja zdaj literature veliko, ki se je odločilo, da predsedniku Trumanu ne svetujejo, da začne vojno ali pa sprejme vojno z sovjetskim sistemom, Sovjetsko zvezo, da ne zasuje torej z atomskimi bombami komunističnega sveta, ampak strategija zadrževanja, ker v nekem trenutku, ne, kot Kennan tudi popisuje, bo seveda popolnoma jasno, da sovjetski sistem ne bo vzdržal. Ne? Torej, ker ali bo sebe oslabil to, da bo svoje najboljše ljudi pošiljal na periferijo in bo na ta način kontroliral, ali bo pa tem lokalnim satrapom dal oblast v periferiji. Ampak to pa pomeni, da bojo ti kdaj poskušali postati enaki centru. Ne? In tukaj se je ravno pri Titu pa to zgodilo. Ne? In torej, stališča ameriške administracije in sploh zahodne politike je to bil zelo važen moment. Ne? Samo stališča enega povprečnega Američana pa ne. In zato Adamič pravzaprav, ko je napovedoval resnico v Jugoslaviji, je pravzaprav nažalost samo sebi škodo, ker za informbirojevce in te kroge je bilo pa to pravzaprav zelo neugodno. Prva pač taka velika razpoka v komunističnem svetu in torej potrdilo, da Kennanova strategija dejansko deluje. Ne? Torej, Radica tudi pričuje o tem, ne, da srbska in hrvaška emigracija sta bili na levici prenapolnjeni z komunističnimi agenti. Slovenska v Ameriki ne. Tudi socialisti so bili protikomunistični. Ne. In najbolj levo je pravzaprav bil Adamič, ki pa ni imel ravno potem veliko pristašov, pa seveda potem razhod z ženo in tako dalje. Ne. Možen bi bil tudi samomor, samo je bil Adamič vseeno prevelik borec, človek, ki je sam napravil vse iz sebe, da bi se kar tak v nekem trenutku pokončal. Ne. In je verjetno res bil od agentov informbirojevskih oziroma pač ameriške partije, ne, ki je bila en del imela pač GRU, GPU in tako dalje, te sovjetske tajne službe, kakor popisuje torej Whittaker Chambers v svoji knjigi Priča, ne, ki je najpomembnejša v tem torej podzemlju. Šele zdaj po tolikih desetletjih dobivamo biografije teh agentov ali pa šefov. Ne. No in zdaj tukaj nekje se potem seveda sklepajo ti Radičini stiki z Slovenci. On je postal Radica, torej univerzitetni profesor v Ameriki. Zanimivo je s knezom namestnikom imel dobre stike, ne, ko je bil v Italiji, ne, knez Pavle, celo k njemu vodil študente svoje, ne. Pavle jih je sprejemal čisto po dvornem protokolu, ne, tako da so doživeli še nekaj takega. Skratka, bil je uspešen, ne. Zdaj v eni knjigi, ki je prevedena tudi v slovenščino, ne, testo o Adamiču, piše, ne, da je Radica postal
človek, ki se je prilagodil establishmentu, ne, ameriškemu. Ni se, zaradi tega, ker ameriški establishment je zagovarjal enotno Jugoslavijo, ne, zaradi te pač protiruske politike. Radica je pa leta 1945 ugotovil, da demokracije za Hrvaško, za njegovo domovino ne more biti in je ni v Jugoslaviji, ker navsezadnje, ne, Jugoslavija, kakršna je, bi vedno imela pač lahko neko, recimo, večino v Srbiji, pa manjšine kje drugje, politične, ne, in to ne bi bilo seveda, za Srbe bi to že bilo demokratično, ampak ne pa tudi za ostale, ne, torej, to je tisti problem demokracije v večnacionalnih državah, ki ga je kolega Prunk načel in ki je torej to gotovo eno važno vprašanje, vsaj v dobi, kjer so narodi tako pomembni, kot so v evropskem 20. stoletju. Mogoče pridejo kdaj kakšni drugačni časi, tega ne vemo. Ampak v 20. stoletju to gotovo ni bilo mogoče. Glede na to, da mi niste pobegnili, si mislim, recimo optimistično, da nisem bil pač predolg, ampak nekaj stvari je preprosto treba pojasniti v neki logični pripovedi, ne, torej, da moj tekst je zelo obsežen, je čez 100.000 znakov, to je več kot 3 avtorske pole, ne, ampak vendarle, če naj bo neka zaokrožena slika, je vendarle dobro, da je na enem mestu, mislim, da so pomembne reči, ne, torej, zlasti kar zadeva Antona Korošca, se tukaj zdaj bi pravzaprav lahko slika popolnoma spremenila, glede na to, kar se je zdaj uveljavljalo in ta diskurs, oprostite, to je tisto, kar tisti, ki ga zdaj uveljavljajo, niti ne povedo svojega vira, ne, ker bi morali Frančka Sajeta citirati. Ne vem, zakaj tega nočejo. To so slabi zgodovinarji, da skrivajo svoj vir. Ne, mislim, in da ga navajajo samo pri dokumentih, ki jih drugje ni. Tako se ne dela. Vseeno, kdorkoli je, mora biti citiran, če je on prvi, ki je neko tezo recimo definiral. In Franček Sajejo je, ne, glede tega, kaj je katoliška politika zahtevala. Ne bomo našli tukaj opombe, kar pravzaprav, prostite, tako delajo pač slabi zgodovinarji. Potem seveda Adamič, ki je pomembnejši v ameriški politiki, kot se pri nas prikazuje. Jaz se spomnim, da sem za SBL recenziral prispevek o Adamiču, kjer je pa ena taka precej brezumna trditev, da ni pristal na sodelovanje z ameriško obveščevalno službo, pa piše, da je pa nekaj bil v stikih z OSS-om. Torej, se ni reklo CIA, ampak je to pač predhodnik, torej organizacija za strateške študije. Tako da pač mislim, da Adamič bi zahteval resnejšo obravnavo, ker je bil tam v letu 41, začetku leta 42 izjemno pomemben. In tudi še predsednik Truman je sprejemal Adamiča glede razmejitve z Italijo. Torej, potem si je pač zabil ta avtogol z knjigo Večerja v Beli hiši in to za eno opombo. Je zanimivo pogledati, kako izgledajo te knjige Večerje v Beli hiši. Imate eno stran, ki ima manj vrstic in ki je tiskana na drugačnem papirju kot ostale. Tisto izvirno izdajo pač ne boste jo našli, ker je ni več.
tiste ni več, morali so jo umakniti. Tam je bila ena opomba, ne, da je Churchill vodil v Grčiji takšno politiko, kot je, ker je bila Hambro Bank zainteresirana za to, da je v Grčiji niso komunisti in da je to banka, ki je Winstona Churchilla nekoč rešila pred finančnim polomom. To ni bilo res. Ne? Torej, in Churchill je to uspel dokazati, oziroma njegovi advokati, da ga nikoli niso rešili pred finančnim polomom in seveda, ne, to je bilo usodno potem za Adamiča. Ne? Verjel je pač neki govorici. Nažalost, pač tako je, ne? In je potem to zelo plačal. Torej, pa potem je šel še pa seveda v progresivno stranko. Ne? Torej, Andrew Wallace, to je bil Rooseveltov kmetijski minister in potem Trumanov in Rooseveltov drugi podpredsednik, ne, torej po Garnerju in pred Trumanom. Ne. V tretjem mandatu je bil Wallace podpredsednik in on se je zavzemal za popolnoma drugačno politiko do Sovjetske Rusije. Bil je odprt, bi se reklo, ne. Čeprav je pa potem ugotovil sam, da je bil naiven. Ne? Samo pomislite, da je leta 1948, da bi bil Wallace izvoljen. Ne? Lahko bi seveda nastale svet bi bil lahko popolnoma drugačen. Ne? Torej, ali pa da bi Trumanu odjedel neko določeno število glasov in Truman ne bi zmagal proti Deweyju, ne, ki pa ni imel nobenega zunanje političnega obzorja, ne, torej bil čisto simpatičen ameriški guverner, ne, ampak takrat je pa bila zunanja politika zelo, zelo, zelo pomembna. Ne. In veste, da so predsednika Trumana že odpisale te ankete, ne, celo tam eden čikaških časopisov je objavil, ne, da je Dewey premagal Trumana, ne, in potem se je Truman z veseljem slikal z tistim časopisom, ne, in je pač, ker je potem vendarle zmagal, ne, torej, ker se ni vdal. Ne, skratka, to so pomembne stvari, ne, ki jih bo treba tudi pri nas načeti kot takšne, kot so. Adamič je pomembna tudi ameriška figura. Pa ne samo kot neki ta izseljenski, ampak za hip je bil on vendarle nekaj veliko večjega, ne, če je predsednik Roosevelt pač saj testiral eno izmed njegovih idej, ne, iz teh dvosmerni prehod iz te knjige, ne, ampak seveda ni mu uspelo, ampak zaradi tega pa to pa ne pomeni, da ni pomemben, ne, ker zgodovino oblikujejo tudi tisti ljudje, katerih vizije se ne uresničijo, zaradi tega, ker ti ljudje delajo, kot da se bodo uresničile, ne, pač ni uspelo, ne. Torej, hvala lepa za pozornost. Hvala spoštovanemu kolegu. Bili smo dolgi, upam, da ne predolgi, vsekakor nazorno, zanimivo in pa seveda podkrepljeno tudi z dokazi in z miselnimi ocvirki. Zdaj bi predlagal tako, da zaključimo, če ima kdo še kakšno vprašanje, ali kaj bi v neformalnem pogovoru se mogoče zadržali z avtorjem, ali pa če ima kdo kakšno vprašanje glede številke dilem, zadnje. S tem se nekako poslovimo od vas, vsaj za letošnje leto, in napovedujemo, da že delamo prvo številko 2024, ki bo predvidoma išla ob koncu junija naslednje leto. Vsem skupaj želimo vesele praznike, vesel Božič in naj bo novo leto čim lepše, pa predvsem zdravo. Nasvidenje.